Dani, ti si pripravljen? Ja, pripravljen. Ok, lahko štartaš. Tako je videti trenutek, ko se po vašem pasu na avtocesti pripelje nekdo, ki vozi v nasprotni smeri. No to pa je bilo neprijetno. Ful. To je bilo pa ful. Tukaj je res ta efekt presenečenja. Čeprav dogodek uprizorijo inštruktorji varne vožnje, gre za neprijetne trenutke. Še bolj neprijetnega je pred tedni doživel Peter Kastelic. Bil sem v prehitevalnem pasu in ravno, ko sem se umaknil na vozni pas, je po prehitevalnem nasprot prišel en avto, tako da v tistem trenutku niti najprej par sekund mine, da sploh dojamem, še je bilo to resno. Primer pod Golovcem je bil zadnji od letos že 6 zabeleženih tovrstnih kršitev. Leta 2013 je policija prejela 188 obvestil, sankcionirala pa 12 voznikov. Zaradi takšnih primerov je umrla ena oseba. 2014 je bilo obvestil nekaj manj, a več sankcij in tudi žrtev. Zaviranje je seveda lahko precej bolj grobo, aktivno in pa potem umikanje nežno. Dani je pripravljen. Vrnimo se v zavetje gozdov in gora na Vranskem poligonu, kjer inštruktor prikazuje, kako pravilno ravnati v teh primerih. Zaviranje, prižig vseh 4 luči, predvsem pravilna presoja najbolj šteje. Se umikamo, sem ga sicer opozoril s temi bleščečimi lučmi, sem večkrat poblendal in vendar se takoj umikal, nisem šel v napad ali pa neko agresivno vožnjo nasproti njemu, ker je že sama njegova vožnja pomeni isto agresivnost. A takšni primeri niso omejeni zgolj na Slovenijo. V Gradcu se srečamo z avstrijskimi policisti. Pravijo, da v Avstriji podatke o vožnjah v nasprotno smer vestno beležijo že od leta 87. Če so leta 88 zabeležili kar 13 smrtnih žrtev, jih pred 3 leti sploh ni bilo. Lani so bili 3, pripoveduje graški policist. Jeder Geisterfahrer ist ein Geisterfahrer zu viel. Avstrijci stavijo na kombinacijo znakov, talnih oznak, fizičnih naprav in obveščanja. Šef podružnice avstrijskih avtocest pravi, da težav s takšnimi vozniki nimajo. Haben wir kein großes Problem mit Geisterfahrern. Die Zahl ist in den letzten Jahren stark rückläufig. A če v Sloveniji za nas zgolj simulirajo vožnjo v nasprotni smeri, jo Avstrijci pokažejo v praksi. Eden zadnjih statističnih primerov se zgodi kar med pogovorom s kraljem. Look out. Wrong way. Wrong way! In to tik ob bodicah za nasilno ustavitev voznikov, ki zaidejo na napačen pas. Avstrijce so stale približno 100 000 evrov, prav te so bile zadnjič sprožene pred približno 7 leti. In zdaj analiziramo problem, ki ostaja. Das ist das Problem, der nimmt den falschen Weg, ihm fällt es spontan ein und er wendet auf freier Strecke und fährt in die falsche Richtung. Und wir können nicht überall Geisterfahrerkrallen montieren, das ist einfach technisch unmöglich. Zelo navaden, če bi slučajno se vam malo preveč model, bi imeli težave. Zadnje najodmevnejše primere pri nas so povzročile starejše osebe. 79-letni Jakob Jakupovič v tej avtošoli na Kodeljevem obiskuje kondicijske tečaje vožnje. Po vajah na simulatorju se z njim odpravimo na ceste. Od takrat, ko sem jaz delal vozniški izpit, pa do danes so se ceste toliko spremenile. Ali to smeri vožnje, zaprte ceste, enosmerne ceste. In če človek vozi na pamet, marsikaj zgreši. Se vam zdi, da se pa v bistvu zelo hitro zgodi, da se nekdo zapelje v nasprotno smer? Sigurno. A povzročitelji smrtnih nesreč v preteklih 3 letih so bili večinoma mlajši od 64 let in bili so pod vplivom drog ali alkohola. Vzrokov za nesreče je sicer več, enotnega vzorca za početje pa ni ne pri nas, ne v Avstriji. Ältere Personen im Straßenverkehr keine größere Gefahr darstellen als junge Personen. Podobno kot Jakupoviču, največ težav voznikom povzročajo prav takšna križišča. Zaradi oblike jim strokovnjaki pravijo diamantna. Najdemo jih vzdolž ljubljanske obvoznice. Bila so dobra rešitev, ker niso zasedala veliko prostora. Zdaj je jasno, da so moteč dejavnik. Primer take rampe diamantne je tole, kjer vidite, kako lahko v bistvu voznik zelo z lahkoto zapelje v nasprotni smeri. Nima nobene ovire na tleh, da bi lahko noter zapeljal. Dr. Peter Lipar se na Prometno-tehniškem inštitutu ukvarja s prometnim inženirstvom in ponuja rešitve. Prihodnost vidi v obveščanju ostalih. Lahko je obveščanje preko radia, kar je najbolj običajno. Lahko je obveščanje preko navigacijskih naprav, lahko je obveščanje preko mobilnih telefonov.
Poleg obveščanja obstaja še ena možnost – rekonstrukcija diamantnih križišč, po vzoru Tomačevega na primer. Eno takole krožno križišče tukaj je danes postaviti, recimo na tem mestu, to je investicija okrog 200-250 tisoč evrov. Ampak en mrtev je vreden pa milijon pa pol. In še preden vsi v glavah začnejo s preračunavanjem stroškov, spomnimo, da na približno 600 kilometrih slovenskih avtocest imamo le okoli 123 priključkov. Med njimi niso vsa diamantna. In spomnimo, da postavitev bodic Avstrijce stane okoli 100 tisoč evrov. A varnost je strošek, poudarja Legan. Varnost pa zagotavljanje varnosti danes ni poceni. In tukaj je na lastnikih ali pa na upravljalcih ceste tudi ta del, da oni zagotavljajo čim večjo varnost. Seveda zato je treba nekaj denarja vložiti, kako in kaj bojo. Tukaj jaz računam, da bo kljub vsemu družba to razumela. Rekonstrukcije, oznake, fizične naprave, obveščanje, ozaveščanje in redno obnavljanje znanja. Vsa to so elementi, ki bodo zmanjšali število primerov voženj v nasprotno smer. A pri tem mora vsak prevzeti svoj del odgovornosti.